Torej, gostjem okrogle mize so Igor E. Bergant, novinar in voditelj TV Slovenija, Sandi Češkom, ustanovitelj studia Moderna, dr. Spomenka Hribar, filozofinja, publicistka in sociologinja, potem magistrica Tjaša Ficko, podžupanja občine, mestne občine Ljubljana, in dr. Boris Dular, direktor kadrovskega sektorja farmacevtskega podjetja Krka. Žal se je moral opravičiti magister Drago Bahun, član uprave Gorenja za držanje in na nujni službeni poti. Zdaj bom za začetek prosila vse vas, to je mikrofon, ki si ga boste podajali, če se lahko mogoče vrnemo na obdobje, ko ste se odločali in zakaj ste se odločali za družboslovje. Takrat so nas prevevala različna vprašanja, zanima me, o čem ste takrat razmišljali vi, zakaj družboslovje, zakaj FDV? Igor, mogoče najprej. Moja odločitev je bila povezana z mojim poreklom, glede na to, da sem pač iz družine družboslovcev. Poleg tega me je pač družba kot taka vedno zanimala, tudi šport je del družbe, politika je del družbe. Odločitev je bila tudi praktična, ker sem rojen v neposredni bližini fakultete za družbene vede in mi ni bilo treba daleč hoditi. Ampak vesel sem, da sem se rodil tukaj, da sem tukaj zrasel in vesel sem, da sem hodil na FDV in mi ni žal. Gospod Češko, mogoče kaj so vam takrat starši, kakšne napotke ste dobili? Ker družboslovje ali pa humanistiko tudi veliko ljudi dojema kot kaj abstraktnega. Včasih je bilo en poklic rabaš. Ne vem, kaj so bila vprašanja, s katerimi ste se vi... Starši moji so že zelo zgodaj obupali na dajanje kakšnikoli napotkov, ker sem se vedno drugače odločil. Sicer pa tudi moja pot je malček netipična. Oče je bil obrtnik, mama je bila vzgojiteljica. V vrtcu sem bil vedno med najbolj vaznimi otroci. Tako da, kar me je zanimalo, mene zanimajo spremembe, karkoli se nekaj dogaja, nekaj dinamičnega. In tako bom rekel, takrat se je veliko dogajalo v politiki, predvsem mladinske organizacije, ki je bila en tistih centrov novih dogajanj. Odkril sem mladinske delovne akcije, petih sem se udeležil in zato me je takrat fakulteta pritegla in tu sem se noter videl. In to je bila edina izbira, niste takrat nič imeli prva možnost, druga možnost, tretja? Malček sem razmišljal o ekonomski fakulteti, ampak se pravim, tudi nekaj kolegov je šlo iz Zagorja študirati na FDV in FSPN in takrat to je tudi morda prevladalo. Vi, dr. Hribarjeva, kakšna je bila takrat klima glede družboslovja? Vem, da ste vi tudi diplomantka sicer filozofske fakultete, pa ste kasneje... Ja, jaz sem prišla sem imela že magistraturo, sem precej starejš od tukajšnjih diplomantov. Na fakulteto sem prišla zato, ker je imela v svojem okrilju Center za proučevanje religije in cerkve, kar me je posebej zanimalo in dr. Rotar me je povabil in sem prišla. Vzdušje na fakulteti je bilo tovariško, moram reči, sem se prijetno počutila dolga leta. V družbi pa je različno bilo, mislim, ocenjena fakulteta. Eni so rekli, da je to rdeči lemenat, drugi pa, da je to fakulteta za naše kadre. Mislim, da na eno, ne drugo ni bilo v redu, ni bilo točno. Fakulteta je rasla iz svojih korenin in je tudi naredila nekaj iz sebe. Ste dobili od FDV tisto, kar ste pričakovali? Ja, dobila sem tisto, kar sem pričakovala, pa tudi tisto, kar nisem pričakovala. Recimo? No, to je dolga zgodba, jaz sem bila malo bolj kako bi rekla, naporna za tiste čase in za tisto oblast in tudi za fakulteto. Moram pa reči, in imam danes priložnost, da rečem, da so se moji kolegi obnašali do mene korektno, da so me vzeli v zaščito, ker to marsikdo ne ve, kaj to pomeni za tiste čase in sem jim globoko hvaležna, tako da imam najlepše spomine. Pa vi, gospod Jaša, ste dobili tisto, kar ste pričakovali, je bila FDV vaša prva izbira? Ste dobili nekaj za kruh namazati? Absolutno.
FDV je bila prva izbira, sicer ne zaradi bližine, ker jaz sem približno 200 km stran od FDV-ja takrat stanovala, tako da je bilo to kar velika sprememba v mojem življenju, ker sem se tudi preselila takrat v Ljubljano. Jaz moram reči, da sem razmišljala o družboslovju že skoraj celo gimnazijo, ker mene je vedno veliko stvari zanimalo, pa nikoli nisem vedela točno samo nekaj. Jaz bi še to, pa še to. No? In potem sem prišla na informativni dan na Fakulteto za družbene vede in takrat mi je bil pa glavni izziv to, ko so rekli, veste, o nas se govori, da znamo samo meglo mešati, ampak to ni res. Ne? In to mi je bil pa tisti ta pravi izziv. Sem rekla, ok. Pa še nekaj je bilo ful zanimivo v mojem koncu, jaz sem namreč študirala komunikologijo in to vsak tretji, ko sem povedala, kaj grem študirati, je pa rekel, kaj je komologija, kaj je to, kaj je komologija in pa se mi je pa še lepše zdelo. Sem rekla, evo, to bo sigurno nekaj zanimivega. Je pa res, da takrat, ko sem bila na začetku študija, nisem ravno imela prave predstave, kaj to je in kaj to bo. To sem spoznala tudi ne pri diplomi. Moram reči, da meni je FDV dal tudi to, da mi je odprl meje, ker mi je omogočil tudi izmenjavo v tujini. Jaz sem takrat bila ena od teh Erasmus študentov in sem eno leto študija opravila obveznosti v Madridu. Tako da sem se vrnila pol nazaj spet z novimi vtisi, z novimi izkušnjami, ampak potem človek v bistvu ugotovi, kaj je študiral. Jaz mislim, da takrat, ko začne delati šele. No. In kakšna je vaša zgodba, dr. Dular? Ni čist FDV-jevska, zaradi tega, ker sem v bistvu imel tako zelo iskreno željo od otroštva, da bi bil učitelj. In sem tako potem tudi dejansko naredil pedagoško akademijo, potem diplomiral iz pedagogike, vendar že v času tega študija me je zelo v bistvu zanimalo področje sociologije. In sem se že praktično tudi upisal vzporedno, ampak je potem odločitev taka, da diplomiram na Filozofski fakulteti, potem pa nadaljujem tukaj. In tako sem potem nadaljeval tukaj z magisterijem, najprej z menedžmenta, potem pa doktoratom iz sociologije. Moram reči, da me je pravzaprav navduševalo pri družboslovju, ker nenazadnje mi je bilo to skozi, nisem nikoli razmišljal o čem drugem, oziroma se mi je zdelo, da je to tisto, kar me zanima in kjer bi lahko nekako uresničeval sebe. Moram reči, pa če bi rekel, da bi moral študirati kakšno matematiko ali pa farmacijo ali pa kaj takega, bi verjetno se pa raje odločil za kakšno komunalo. Ker hočem reči, da je to, da se mi zdi, da je precej tega v človeku in če imaš možnost, da se usmeriš na področje, ki ti zanima, ti lahko zelo veliko da. In seveda lahko potem tudi uresničuješ to svoje, bi rekel, življenje ali pa želje, ki si jih takrat imel. No, hvala za enkrat. Zdaj bomo pa bika prijeli za roge, da res preizkusimo, kako težko zaposljivi so oziroma smo FDV-jevci. Predlagam, da si pogledamo prvi od dveh posnetkov, ki si jih bomo danes ogledali. Tale ima delovni naslov Problematika zaposlovanja družboslovcev.
Če povzamem enega bolj povednih delov, pol diplomanti FDV predstavljajo vsega 0,5% vseh nezaposlenih, imajo najkrajšo čakalno dobo na Zavodu za zaposlovanje med družboslovci in zaposlijo se enkrat hitreje od povprečja. Igor, najina kariera na nek način rahlo bila podobna, oba začela v športu, mene potem v zunanjo politiko odneslo in spletne medije. Vi ste zdaj na sedežu voditelja Odmevov, če si lahko dovolim osebno mnenje, mislim, da predstavljate nekaj najodličnejšega v slovenskem novinarstvu. A je širina tisto, kar da diplomantu oziroma tudi diplomantki FDV oziroma tudi družboslovje na splošno? No, mislim, širina je, mislim, da zelo pomembna, vsekakor je pomembnejša od starosti in dolžine in pač drugih opredelitev, ne. Mislim, to se mi zdi na eni strani zelo zanimivo, kar smo slišali, po drugi strani pa seveda tudi dokaz, da so družboslovci definitivno del problema, ne. Ker, jaz bi rekel, ta podatek, ne, o parazitih in, ne, ta podatek so lansirali družboslovci. In ta podatek pač kot neko dejstvo ali pa kot nekaj relevantnega razširjajo družboslovci. Se pravi, recimo tudi diplomanti te fakultete, novinarji, ne, pač ta zadnja misel, da to državo vodijo družboslovci, ne, to državo vodijo diplomanti FDV. In to že kar nekaj generacij od leta 2004 naprej, če sem, ne, 2000, ne, ja, 2004 naprej, ne, tako da bi jaz rekel, od leta 2004 naprej je ta država imela kar precejšnje težave. Se pravi, FDV-jevci so definitivno del problema, ne, ampak ja, jaz mislim, da nas reši lahko pač samo neka širina, jaz mislim, da je pač tvoj se deva se tikati, ker sva oba FDV-jevca. Mislim, širina je to, kar nas pač reši, ne. Jaz mislim, da nas reši še nekaj, kar je pa doktor Hirvijeva povedala, namreč neka spodobnost, neka kultura v medsebojnih odnosih, ki je, jaz bi rekel, v nekem segmentu slovenske družbe pač ni, čeprav tudi med družboslovci, ne. Ampak jaz mislim, da predvsem je ta neka vsesplošna kultura v komuniciranju, kultura v politiki, kultura v neki javnosti, da je to pač nekaj,
kar bi ta fakulteta lahko še v večji meri dajala. Ker se mi zdi, da to pač v nekih kriznih časih se mi zdi, da to precej udari na plano, ta žolč, ta gnev, če hočete, ta gnoj, ki se v ljudeh kopiči, in zdaj, ki ga kljub nekim frustracijam, jaz bi rekel, omikani, dobro izobraženi, kulturni ljudje pač znajo na nek način celo dobesedno kanalizirati v nekaj pozitivnega, v iskanje nekih rešitev, ampak predvsem pač tudi v zelo jasno postavljanje nekih meja, do kam se pač v tej družbi lahko gre in od katere meje naprej se stvari zelo jasno, učinkovito sankcionirajo in kje, kot rečeno, ta končna točka. In tukaj je pa zagotovo, da pač vsi družboslovci, tudi FDV-jevci na najodgovornejših funkcijah, in da ne bom zdaj pač kazal samo na druge, konec koncev tudi recimo novinarji v slovenski družbi, pa te naloge svoje nismo opravili tako, kot bi morali. Tako da mislim, da pred fakulteto je še veliko izzivov. Če bo pa to osnovno sporočilo, se pravi pač širina, odprtost navzven, jaz bi rekel tudi v tujino in odprtost tujini, jaz mislim, da bi bilo pametno se truditi pridobiti čim več tujih študentov, ravno zato, da se že na fakulteti sami ta interakcija še povečuje. Jaz nisem imel te sreče, recimo, da bi sodeloval v projektu Erasmus, se mi zdi to odlična zadeva, ampak jaz mislim, da bi bilo pametno, da čim več študentov iz tujine pripeljemo sem, da to je pač ta naša rešitev. In če zdaj pač lahko diplomanti te fakultete z nekim svojim primerom k temu pripomoremo svoj delež, je to zelo pomembno, ampak tukaj smo na nek način vsi ostali veliki dolžniki. Se mi zdi zelo pomembno poanta, ki si jo izpostavil, da si moramo tudi novinarji sami sebi nastaviti ogledalo. No, če mogoče lahko še beseda dve o tem, dobivate diplomante FDV-ja, verjetno se prijavljajo na prosta mesta, največji medijski hiši v Sloveniji. Kakšen kader prihaja? Mislim, dobre. Najboljše, ki so, mislim, na voljo. A so opremljeni z znanji, da je povsem jasno, da je neka perioda, s katero moramo vsi, da se navadimo, da se spoznamo z poslom. Jaz ne vem, ali se nam vedno samo zdi, da so generacije, ki so za nami, so pa drugačne v tem in drugem pogledu. Ali so isti, kot smo. Mislim, ljudje so v principu iste generacije, so drugačne, pač tudi okolje, v katerem rastejo mlajši, je seveda popolnoma drugačno, kot je bilo naše, čisto v tem ekološkem smislu je bistveno slabše, kot je bilo. Ampak jaz mislim, da bi se absolutno morali znati več učiti tudi potem, ko končajo študij. Recimo v primerjavi z mojim časom na fakulteti je praktičnega dela v vzgojnem procesu tukaj bistveno več. Jaz tudi pač sodelujem, pomagam pri enem delu, ki se mu reče praktikum, recimo tega v mojem času ni bilo. Tako da možnosti se naučiti več, res tega konkretnega, kar se pač v medijskih hišah počne, je zdaj več. Res pa je, da so zahteve seveda tudi drugačne, zahtevajo še večjo odzivnost, jaz bi rekel še večjo širino, tudi ko gre za obvladovanje pač medijev. Zdaj, pri nas se mi zdi, da je pač ta problem, da recimo konkretno v moji hiši absolutno premalo naredimo za to, da nudimo izobraževanje kadrom, ki prihajajo naprej. Imamo sicer izobraževalni center, ki je pa vedno deležen nekih varčevalnih rezov, mi smo s tem začeli že bistveno prej kot država. In je ravno v tem problem. Recimo zadnjič sem se ravno zgrozil, ko smo pač ustanovili aktiv novinarjev informativnega programa, ko smo se začeli pogovarjati med sabo. Jaz sem pač nek outsider in sem pač prišel iz nekega drugega sveta v to in sem se v bistvu zgrozil, ko so mi pač kolegi drug za drugim začeli govoriti, da pravzaprav oni nikoli niso šli še kot neko analizo lastnega dela. Mislim, da v bistvu niso teoretično, odkar so prišli v službo, še nikoli bili soočeni z konkretno kritiko
svojega dela. Ne? Sprav, zakaj tak prispevek, zakaj tak pristop, zakaj, ne vem, ta žanr. Ne? Mislim, enostavno sem gotovo, da z ljudmi na delovnem mestu nihče ne dela. Ne? Zdaj, težko fakulteta to nadomesti, ne? Lahko pa seveda vcepi še več te želje po znanju in pač te sposobnosti ali pa tega pristopa, da seveda, če ne dobi znanja pri delodajalcu, da si ga pač poišče drugje in na ta način bogati delodajalca. Ne? Zdaj, zelo veliko kolegov iz tega aktiva bo zdaj RTV Slovenija zapustilo in šlo v nek drug projekt, kjer država nič ne špara, ampak jaz jim želim vso srečo in upam, da bodo vsaj tam imeli to kontrolo kakovosti, ki je pri nas očitno nimamo. In jaz mislim, da absolutno pač naš zavod mora se na to nemudoma odzvati. Mi moramo enostavno za to kakovost še bolj učinkovito skrbeti sami. Je pa, kot rečeno, to lahko tudi nek napotek, kako študentom fakultete vcepiti še več neke vedoželjnosti in predvsem tudi znanja, kako si neko znanje pridobiti. Je pa v dobi interneta, v dobi pač tudi dostopnosti do raznih virov, so pa te možnosti praktično neomejene za tistega, ki ve, kaj hoče, ki ve, kje to znanje vzeti, ne potrebuje nobenega mentorja, tutorja, ker si ga pač lahko kjerkoli po svetu najde sam. Hvala. Gospod Češko, vi ste s soprogo in nekaterimi ožjimi sodelavci pred natanko 20 leti ustanovili danes izjemno uspešno podjetje Studio Moderna. Večina je FDV-jevcev, se pravi, da ste vi en pravi čudež s svojo ekipo. Ja, moram reči, da tako, v svetu nas vidijo kot neko posebnost in za tisto, pač, kar smo ustvarili, se zanimajo tudi šole, kot je Harvard Business School, ki dela business case study v Studio Moderni, Stanford University, predava na številnih poslovnih šolah v zahodnji Evropi. Naše znanje pa se pomaga prodajati ali pa prodaja izdelke od Japonske do ZDA. Zdaj, če bi mogoče sam to rekel, kar se te širine tiče, širina je zelo pomembna zadeva zaradi več stvari, ampak v Sloveniji je čedalje manj. Ta širina postaja vse ožja in ožja vsakim, rekel, če govorimo zdaj o politik, ali se vrnemo na politiko, ker smo bili sprovocirani tole, je te širine vsakem obdobju vlade, vsako novo vlado manj, ne? Vsak vidi vse bolj samo sebe, nekateri voditelji ne vidijo niti več širine svoje stranke, recimo. Ne? Tako da je to pomemben problem in izziv. Kar se pa še teh stvari tiče družboslovja, jaz bi rekel samo dve dimenzije, ki sta zelo pomembni. Stvari moramo poslati nek kontekst, ne? Zakaj ta širina, pa zakaj to družboslovje je pomembno. Ker danes živimo na prelomu, verjetno zgodovinskem, kjer gremo iz enega procesa industrijskega, kot smo šli iz feudalizma v industrijsko družbo, iz industrijske družbe zdaj v postindustrijsko, mislim, da se ta postindustrijska družba zdaj šele dejansko začela dogajati, ne? In da smo na tej prelomnici, ne? In gremo ven iz tega, kako bi rekel, Newtonovega sveta, ne? Kjer se je vse samo merilo, ne? Dolžina, višina, teža in tako naprej, iz katerega česa potem izhaja in ekonometrija in tako naprej. Danes to ni več glavni problem, ne? Ni več glavni problem izziv človeštva ustvarjati več, ne? Ampak je kakovost. Ne? Zakaj, na kak način in tako naprej. Ni več, prej je svet gnalo pomankanje dobrin, ne? Zdaj so vse kapacitete na vseh področjih, katerega koli vzamete, proizvodne kapacitete je praktično v izobilju, ne? Jih je preveč. In ta povpraševanje več ne pelje razvoja družbe, ampak bo morala družba se prekvalificirati v neko kakovost. Ne? Kako bomo uporabljali te surovine, ki so na razpolago, kako bomo uporabljali dobrine, na kakšen način, zakaj in tako naprej. In tu je ta širša dimenzija zelo pomembna in vprašanje je bolj pomembno, kako te puzzle skupaj sestaviš, ne pa sem kako nove puzzle proizvajaš. Prav tako se mi zdi pomembno, še bolj filozofsko, še en širši okvir, se moramo tudi ene stvari zavedati. Poglejte, v zadnjih stoletjih, kaj sem, pred 100 leti, dobrim stoletji je bil izumljen avto, telefon in tako naprej. Bilo je 100 let nazaj manj telefonov v svetu, kot jih je danes v Sloveniji, mobilnih telefonov in tako naprej. Kakšne revolucije so se dogajale v industriji, ne? V zadnjih 100 letih. Na drugi strani, pa če pogledamo samo parlamentarno demokracijo, ne?
je pa še vedno in sistem, kako institucionalni sistem, kako funkcionira družba, pa še vedno na isti način. In če je bila nekoč ta parlamentarna demokracija ustanovljena v Angliji zato, da omeji oblast, da družba omeji oblast, moč oblastnikov, monarhije, se mi zdi, da se danes to izkorišča parlamentarna demokracija, da oblast izkorišča parlamentarno demokracijo, da omejuje možnost vplivanja civilne družbe na politiko. In tu je tudi velik izziv, kako se bo tudi država danes prilagodila. Ne moramo več samo ohranjati neko strukturo, ki več ne odgovarja nekim ekonomskim predpostavkam in pogojem, na katerih je bilo to postavljeno. Ne moramo več samo strogo braniti, ampak treba je tudi to spreminjati na način, na pozitiv način, ne samo na, bom rekel, na tisti način, ko se to ukinja. In kaj je recept Studia Moderna? Kako se vi prilagajate? Mi se prilagajamo pač tako, da poskušamo dejansko na teh novih trendih jahati, ki se dogajajo. Se pravi, zdaj ni tu časa, da bi se to razlagal. Podjetje, kako funkcionira. Recimo, če nam samo en primer. V Harvard Business Review je bilo v začetku leta objavljen en tekst o firmi MarketStar, se mi zdi. Največji proizvajalec tega paradižnikove omake v Ameriki, to je B2B biznis. Oni imajo kompletno samoupravljanje. Nimajo niti hierarhije v firmi. Studia Moderna je tudi zelo podobna. S pomočjo tehnologij ni to več komandni center. Center je bolj, kako servisira svoje enote, kako omogoča komuniciranje in funkcioniranje družbe, ker pač naša funkcija je druga, mi smo v storitvenem sektorju. In recimo tisto, kar se danes proučuje, se proučuje, kako mi je to kompleksnost, ki jo pa ravno, rekel, sem jo pomagal upeljati, moj prispevek je bil, da sem z izkušnjami, ki imam iz politike, tudi iz Slovenije, iz tega samoupravljanja in tako naprej, sem marsikaj izmed tega implementiral v Studio Moderno, ki danes funkcionira zelo decentralizirano in to je naša prednost in vladuje eno veliko kompleksnost pri recimo 30% rasti, kar je recimo za zahodne pojme nedoumljivo, ker tam še vedno prevladujejo korporacije z zelo hierarhičnim načinom funkcioniranja. Pravi, ne več ta vertikala, ampak mreženje na tem nekem nivoju. Doktor Hribarjeva, torej kdo rabi družboslovce? Je to pravo vprašanje ali bi morda bilo bolj na mestu, kakšne družboslovce potrebujemo? Vsekakor je vprašanje, kakšne družboslovce, ampak najprej ste me vprašali, kdo rabi. Mogoče bi rekla, kdo ne rabi družboslovcev. Družboslovcev ne rabi tisti, ki vse ve. Ki vse ve in ker vse ve, potem gre to, ne ustvarja takšne strukture, kot ste vi govorili, ampak piramidalno. Strukturo, ki jo zapolnjujejo ljudje, ki imajo upogljive hrbtenice, kar upam, da tukaj ne vzgajate takšnih ljudi. To je problem. Družboslovce bi pa seveda rabila še posebej politika. Vsi tisti, ki so odgovorni za naše življenje danes in predvsem tudi jutri. To se pravi, rabili bi analize in zgodovinske, in politološke, in sociološke, in ekonomske, in pravne in tako naprej. Potrebovali bi analize današnjega časa, da bi sploh videli, da bi sploh razumeli, kaj se dogaja. In da bi razumeli ljudi, kako doživljajo ta čas. To je to. Družboslovje bi rabili tudi mi. Običajni, navadni ljudje, da bi se znali bolje orientirati v tem času. In da bi nas zadnje tudi razumeli, da mora priti do nove paradigme načina življenja, odnosa med ljudmi, odnosa do narave, če ne se bomo uničili naravo in sebe z njo. Se pravi, kompletno spremenjen odnos človeka do samega sebe, do človeka in do sveta. Ampak to je treba seveda tematizirati. To je zdaj neka ideja, oziroma lahko rečemo resnica novega časa, ampak to je zdaj treba operacionalizirati na vseh področjih. Predvsem pa je treba odpirati etične horizonte. Vprašanje etike, vprašanje morale, pri čemer moram posebej izpostaviti to, česar pa nas sploh ni in se tudi o tem ne govori. Treba je v sebi in v drugih vzbujati sočutje za drugo bitje.
če hočete tudi za naravo. To so izzivi za družboslovce. Zdaj, koliko posamezne fakultete, humanistične, družboslovne temu odgovarjajo, težko rečem. Mislim pa, da v principu fakulteta ne more kaj dosti narediti. Pa naj mi ne zamerijo profesori te fakultete. Če izhajam iz svoje izkušnje, ko sem diplomirala, sem bila ena tabula rasa. Ampak nekaj mi je dala fakulteta, filozofska fakulteta, eros, radovednost, iskanje, neutrudnost, če hočete, tako da sem recimo, ker sem imela družino, sem lahko samo po noč študirala in tako naprej. To je tisto, kar ti lahko da širino in globino vprašanj, s katerim se ukvarja neka znanost. Da te zagrabi kot človeka, v tvojem bistvu. Če tega ni, potem pač delaš tisto, analizice, pa gre danes eno, jutri drugo, tako naprej, brez občutka, brez povezanosti s stvarjo in z ljudmi, s katerimi seveda to delaš in počneš. To se mi zdi osnovno. Če to neka fakulteta da, to radovednost, to empatijo, da največ. Potem po diplomi bojo šli sami študirati, če pa ne bojo. Bojo pa šli v službe in bojo trajbali tisto, kar bojo jim pač naročili. Tako. Gospa Ficko, družboslovci verjetno so tisti, ki sestavljajo večji del pri vas na mestni občini Ljubljana. Ste mi pa zanimivo zgodbo povedala, preden smo začeli z okroglo mizo. Povejte, kakšen profil ljudi se je javil na razpis za odnose z javnostmi, če se ne motim, ne? Ja, res je. Iskali smo to zdaj 3 leta nazaj pripravnika v odseku za odnose z javnostmi in odziv je bil ogromen. Prijavilo se je čez 200 kandidatov, ampak to, kar je mene osebno zelo presenetilo, je bilo, da je več kot 2/3 prijavljenih je bilo pravnikov, se pravi univerzitetnih diplomiranih pravnikov. In tudi tako je bilo, da takrat, ko sem jih jaz vprašala, ko smo naredili en ožji izbor in sem pa govorila z njimi, zakaj si želijo tega dela, ni bilo to, da bi jih zelo zanimalo odnosi z javnostmi, v bistvu je bil to pač en klic k prvi zaposlitvi, da bi pač nekaj delali. In jaz sem takrat, pravim, že imela občutek, da mogoče pa ni tak problem z zaposljivostjo FDV-ovcev, če se zelo na to opredelim. Jaz sem celo mislila, da bo več prijavljenih z dokončano smerjo komunikologije, recimo na FDV odnosov z javnostmi. Tako da je bilo pravnikov bistveno več. S kakšnimi občutki, recimo vi kot diplomantka te fakultete spremljate ta ponižujoč v bistvu odnos do družboslovja? Jaz moram reči, da me zmeraj znova preseneti, čeprav je pa res, da si pa včasih tudi zaslužimo kaj takega, če smo tudi malo samokritični. Ampak vprašanje, to, ki je že v osnovi bilo, kdo rabi družboslovce, pa ko prej ste omenili, da ste se vprašali, da se tudi medicinske fakultete ne da namazati na kruh. Jaz pravim tako, če je človek bolan, rabi zdravnika, ampak moja tako prva misel, če je družba bolna, rabi pa družboslovca. In zdaj, ko gre to vse nekaj kar tako zaskrbljujočo smer, kaj tudi jaz mogoče kot predstavnica nekoliko mlajše generacije čutim, od finančne, gospodarske krize, politične krize, ki smo imeli, jaz osebno pa po naravi nisem pesimist, se bojim, da smo na robu ene krize medčloveških odnosov. In jaz mislim, da tam pa je neka odgovornost družboslovcev, ki smo se nenazadnje učili zelo različnih področji in to širino, jaz mislim, da če smo jo želeli pridobiti, da smo jo lahko pridobili na FDV-ju in potem tudi kasneje, če smo razširjali znanje, da od nas pa morda se še toliko bolj pričakuje, da znamo dati današnji čas v en kontekst in znamo se mogoče pravočasno prestrašiti, pa se izkušati reagirati, da ne stopimo, enega koraka predaleč naprej. Bi se pa z dr. Hribarjevo tle zelo strinjala, jaz lahko sicer bolj zase govorim, ampak takrat, ko človek konča fakulteto,
takrat si na nek način zelo na začetku. No. Zdaj se pametnega dela, da si vso znanje že dobil, je iluzija. Tako da si na začetku, ampak to, kar pa lahko da fakulteta, in jaz verjamem vse zase, jaz tako najraje govorim zase, da ne delam komu krivice, meni je fakulteta dala mogoče tisto širino, pa tisto samozavest, da sem se bila sploh pripravljena nekako učiti naprej, pa ustrajati pri svojem, pa ne se to tako zelo pustiti voditi. Tudi takrat, ko mi je kdo odsvetoval, kako smer, pa ne to, pa to tvegaš, pa to sem nekako sama sebi sledila. Zdaj, do zdaj je šlo v redu, bomo videli, kaj bo naprej. Tako da, po mojem, mora dati to fakulteta. Doktor Dular, vi ste direktor kadrovskega sektorja v farmacevtskem podjetju Krka. Odličen, da poveste, kakšne kadre pri vas iščete. Kaj vas zanima? No, to, kar danes poslušamo v družbi, ne, moram reči, da nekdo bi rekel hvala Bogu, ne, da v praksi pravzaprav družboslovci niso tako stigmatizirani, ne, in so prav tako zaželeni kot naravoslovci. Hočem reči, da seveda je od same vrste dela odvisno, kdo lahko na kakšnem področju dela. Seveda je pa vendarle odvisno tudi od tega, kaj družboslovci naredimo za to, da bi bili zaželeni, razumljeni in sprejeti. Pa ne v tistem smislu sprejetosti, torej, da bi nas samo službo vzeli, ampak seveda kaj več od tega. No in moram reči, da predvsem, kar se tiče fakultete za družbene vede, moram reči, da je ena izkušnja zelo praktična, ki bi jo rad povedal in dokazuje to, da seveda je potrebna neka hrabrost v tem smislu, da iščemo drugje in sicer na obeh straneh. Med nami, ki diplomiramo iz teh vseh mogočih različnih programov, za kateri ljudje, tako kot je rekla kolegica Fickova, sploh ne vejo, kaj pravzaprav pomenijo, do seveda tega, da mi vemo, kaj znamo, kaj hočemo in da imamo tudi ambicijo. Jaz moram reči iz številnih razpisov in ponudb, ki jih dobimo. Diplomanti FDV-ja so ambiciozni. Vejo, znajo, povedo in se borijo za to, da bi tudi posel dobili, kar je zelo pomembno. Na drugi strani seveda je pomembno, da tisti, ki delamo v gospodarstvu, da smo pripravljeni prisluhniti, da smo se pripravljeni soočati z argumenti in seveda to, kar je v bistvu so vsi danes sogovorniki poudarili, te osebnostne vrline, to odprtost, ta širina, ki se mi zdi, da jo pa dejansko fakulteta za družbene vede zelo veliko da. In konkreten primer, res, da je že mogoče že praktično več kot 10 let, ampak mogoče pa zelo tipično prikazuje situacijo je, ko smo iskali v bistvu na področju kozmetike, takrat je bila kozmetika še svoj program, sodelavko, sodelavca za področje v bistvu marketinga. In med številnimi prijavami so bili tudi torej diplomanti FDV-ja z področja marketinškega komuniciranja in se reče prav tako ekonomskih znanj. In moram reči, da direktorica tega programa je bila sicer ekonomistka, ampak ni bila omejena s tem, kot bi rekla, to pa lahko samo tukaj vaši sosedje z ekonomske fakultete, ampak se je strinjala s tem, da pripravimo en širši nabor. Torej, smo seveda vključili v ta nabor, glede na ocene, ki so bile in osebnostne in strokovne in seveda dispozicija kandidata sicer, predstavili kandidate in seveda je bila izbrana diplomantka FDV-ja. No in potem seveda je zelo uspešno začela delala in tako naprej. Mi smo pa, tako kot v gospodarstvu in v družbi je, se stvari spreminjajo in tudi mi smo se prestrukturirali. In kozmetika ni več samostojen program in ta del se je vključil normalno v marketinški program. In seveda marketinški ljudje so rekli, FDV, jo, tukaj pa vprašanje, kako bo ta sodelavka zdaj na marketinškem področju delala. Ampak seveda glede na to, da je šlo za enak posel in tako naprej, da ne gremo v drobnarije, je normalno ta sodelavka začela tam delati, ne, in kaj so ugotovili? Ja, da je pa najboljša,
da zna, da ve, da hoče, da ima, da razmišlja, da išče nove stvari in ne nazadnje tudi je od komunikacije odnosa nekaj, bi rekel, boljšega od drugih, ki so ekonomisti. No in ko smo začeli iskati kandidate za marketinško področje in prodajno drugje, so rekli, bi zelo želeli, da bi bili vključeni tudi FDV-jevci. Hočem reči, seveda, da je na eni strani lahko nekaj naredi fakulteta, ne? Na drugi strani pa tudi mi kot diplomanti. S tem, ko se pokažemo, ko znamo, ko smo v bistvu referenca in na ta način odpiramo tudi vrata drugim. No in moram reči, da seveda mi v tem razmisleku, družba, če pogledamo, je v bistvu v osnovi zelo, jaz bi rekel, rigidna, ne? Tudi, če pogledate vse naše te dokumente na tem kadrovskem področju, od sistemizacije in tako naprej, ne, tam je vse strogo zapisano, mora biti obramboslovec, mora biti sociolog, mora biti ne vem kaj in tako naprej. Mi smo ugotovili, da pravzaprav je, kot pravimo, in tukaj se zelo strinjam, vsi so omenjali, ko zaključiš fakulteto, si pravzaprav na začetku. Jaz sem eno zadevo že pred leti povedal, pa jo bom tukaj le še enkrat ponovil, in sicer ta, ko zaključiš fakulteto, moraš pri delu narediti še eno fakulteto. In to je tisto, ne, se reče, dobiti moraš priložnost, potem pa seveda se na tem segmentu razvijati. In kaj hočem reči? Da mi zdaj več ne razmišljamo tako ozko, tudi ne v gospodarstvo, da bi rekli, mora biti točno ta in ta profil, ampak imamo recimo za delovna mesta že opredeljeno izobrazbo ali pa znanje, ki bi jih moral znal, z področja družboslovja, kar pomeni, da lahko pridejo in dejansko pridejo od komunikologov, politologov, z mednarodnih odnosov, sociologov in tako naprej, različnih smeri in med temi sodelavci izbiramo, zaposlujemo in dejansko se v praksi izkazuje, da so znanja, ki jih da ta fakulteta. Ne glede na to dejstvo, da seveda praktične izkušnje pridobiš potem kasneje, tako kvalitetna, da lahko dejansko rasteš, se razvijaš in naprej tudi pridobivaš. In tukaj se mi zdi dragocenost FDV-ja, ne glede na to, da se jih hoče nalepko prilepiti bivšega režima in vse ostalo. Ampak ta fakulteta tudi takrat ni bila sprejeta, zaradi tega, ker je šla širše, ker je razmišljala drugače, ker je bila odprta in tako naprej. To neče danes nobeden slišati, ampak tako je. In na tem se mi zdi je vrednost te fakultete in kvalitete diplomantov, ki od tukaj iz te šole prihajajo. In zato se mi zdi, da je tukaj treba na ta način ustrajati, mi diplomanti pa najprej s svojim delom, znanjem in tem uveljaviti sebe in s tem tudi to, kar smo pridobili in kar predstavljamo kot strokovnjaki. Mislim, da ta vez in simbioza v povezavi z gospodarstvom, ki mislim, da se odpira in razmišlja čez dalje bolj v tej smeri, ki sem govoril, se mi zdi, da to je tisti razmislek, ki govori kontra tej tezi, družboslovci so zajedavci in tako naprej. Moje mnenje je tako, kot je družba sestavljena iz moškega in ženskega spola, tako je tudi siceršnje življenje in gospodarstvo in družbeni odnosi sestavljeni iz družboslovja in naravoslovja ali pa kakorkoli bi zdaj še kaj bolj natančno opredeljevali. In tako je treba razmišljati. In je treba na nek način preideti ta razmišljanja in se pravzaprav, bi si pa upal reči, tudi boriti proti temu, da ne zapadamo zdaj preko pol neko malodušje, ja no zdaj bojo pa programe ukinili, zdaj bojo pa tu nam vzeli pa tako naprej, potem to malodušje pripelje do tega, kar mogoče nekateri hočejo, da nekatere dobre stvari zbrišemo z dnevnega reda in pridemo v tisto krasno, kar je kalup in ni nič potrebno več delati, samo še štancamo. Hvala lepa. No, zdaj predlagam pa, da si pogledamo drugi posnetek, ki smo ga pripravili in sicer bo govoril o vlogi družboslovcev v družbi, potem pa zaključek okrogle mize.
Tokrat bi mogoče začela z vami, dr. Hribarjeva. Pred dnevi sem nekje zasledila, mislim, da je bilo v Delu, izjavo dekana FDV-ja, dr. Bučarja, ki je v kontekstu pogovora o družboslovcih kot parazitih rekel, da očitno vsaka družba mora imeti svojega žida. Vaš komentar. No, družba, ki mora imeti svojega žida, je bolna družba. To je prvo, kar je treba vedeti. V tej družbi danes je pa veliko židov. Ni samo družboslovje žid, je tudi še kakšen drug. So cigani, so Romi, so izbrisani, so upokojenci, so bolni, so mnogi ljudje, vseh niti ni mogoče našteti. Če pa gre za vprašanje znanosti in v tem smislu, kdo je žid, pa moram reči, da se mi vedno bolj kaže, da je kompletna slovenska znanost z univerzo na čelu žid. In da je to najslabše, kar se zdaj dogaja. Ker ne vpliva samo na sedanje generacije, na vas, ki boste diplomirali. To je vprašanje 20-30 let. Če bomo zdaj zacuknili univerzo, se pravi, nemogočili na stagniranje, se bo to poznalo desetletja. In to se ne da kar tako popraviti. Torej, prej ste vi rekel, da so družboslovci tisti, ki nam krojijo in ne vem kaj še. Niso družboslovci, to so politiki, to so funkcionarji kapitala. To niso družboslovci. Družboslovci je tisti, ki reflektira neko določene stanje in predlaga tudi na podlagi svojih analiz tudi rešitve. To je vprašanje, to je velika razlika med znanostjo in politiko, ki se ne sme nikoli pozabiti. Za vaju, ki prihajata iz gospodarstva, morda tole, gospod Češko najprej. Zakaj se zdi, da politična in gospodarska kriza najprej udari po družboslovju? Zakaj je družboslovje prvo tisto, ki se ga začne podcenjevati? No, jaz sem temu brez čisto tako, ampak danes pač poteka en spopad, kot se zavedamo, prihajamo iz ene družbene ureditve pač v neko drugo družbeno ureditev. To, kar pač tukaj vidimo okrog nas, je pač svetloba zvezde, ki je pač praktično ni več. Rojevajo se nove države, novi sistemi, ki že funkcionirajo, kot je Facebook, bo kmalu največja država na svetu. Kaj smo tam podpisali, ko se opišemo na Facebook, ko se opišemo na Google in tako naprej, vse te sisteme nimajo pojma in te stvari bodo za nas bolj relevantne, kot je pa slovenska ustava jutri ali pa nemška ustava za nemške državljana. To so dejstva nekatera. In mi smo zdaj pač v nekem obdobju, kjer recimo neki tehnološki koncepti in tehnologija omogoča to, da človeka spremeni pač v algoritem. Kajti računalniki, programi bodo kmalu vedeli več o tem, kako se bomo mi jutri odločali, kot pa mi sami. Ker bodo že sposobni tega predictive modelinga in bodo pač to imeli. Da ne govorimo o DNK-ju in tako naprej, ki je razvozlan in kaj bo se to omogočili. Če gledate teorijo singularnosti, kjer že profesor Kurzweil, ki ima že svojo univerzo v LA-ju, napoveduje to pač, da bodo že dejansko umetna inteligenca leta 2045, bilo na naslovnic Time revije, recimo možno simulirati in močnejša od človeške inteligence. Zdaj, smo na tem prehodu, ko kvantiteta, ko ustvarjanje teh materialnih dobrin ni več ključno, ko je ključno, kako bomo na nov prerasporejali in materialne dobrine, vse, kar je pač potrebno za življenje in kako bomo urejali odnose med nacijami, geografsko in seveda tudi znotraj družbe. In zdaj to je pač možnost. En zelo tehnološki koncept, v katerem se nam bo vsak izmed nas samo še en goli algoritem in del nekega tega sistema, ali pa bomo to izkoristili za neko novo kvaliteto nekih odnosov. In to je družboslovje zelo pomembno in verjetno tistim tehnološkim firmam, ki lahko te stvari sprocesirajo, tistim tehnologom, ki bi stvari samo spremenili v pač neko matematično enačbo, celotno življenje za večino ljudi in med tistimi, ki želijo to izkoristiti v pozitivnem smislu, ta spopad danes v svetu pač poteka. In tu družboslovje morda je v napoto seveda
številnim korporacijam, ne, določenem kapitalu, ne, kajti zvedeti se moramo nečesa, ne, mokre sanje vsake korporacije so pač kaj? Monopol. Ne. In kjer danes prihaja nevarnost, rekel, nekemu tržni ekonomiji, ne prihaja strani novih političnih gibanj, ampak strani korporacij, ker korporacije ukinjajo konkurenčnost. Tako da in tem je na poto vsako, rekel, drugačno razmišljanje, ne, o tem, kako bi se lahko na nek pozitiven način tudi uporabljali odkritja sposobnosti, pač, ki jih danes pač je družba dosegla. Igor, v novinarstvu delaš, v medijih, ključ do uspeha je v povezovanju, v mreženju in letos imamo prvo priložnost v zgodovini FDV-ja srečanje diplomantov in diplomantk. To je dobra stvar, ne? Da se vzpostavi med vsemi, ki smo tu študirali, mogoče dejansko neko mreženje, ki lahko marsikomu pride prav tudi na poslovnem področju v karieri. Ne, zagotovo. Mislim, da se na splošno ljudje premalo pogovarjamo oziroma pač premalo damo na neko kakovostno, argumentirano razpravljanje o nekih družbenih problemih in pač tudi o problemih, ki zadevajo nek poklic. Jaz mislim, da je to en korak v pravo smer, je pa seveda samo od nas vseh diplomantov in bodočih diplomantov FDV odvisno, kako bomo znali to izkoristiti. Jaz bi samo rekel, se opravičujem prej, pač jaz bi rekel, da pač tudi politiki so nekdani študentje družboslovja, ne? Problem je, kaj so se naučili oziroma kako uporabljajo svoje znanje. Ne? Ampak sej, mislim, jaz, če lahko samo pač dam že nek zaključek, ker vem, da pač se tudi še mudi, pa je treba še kaj drugega se zabavati. Sej, jaz recimo verjamem v znanost. Se mi zdi, da človeštvo je vendarle tudi po zaslugi znanosti tudi v zadnjih stoletjih, ne glede na drugo svetovno vojno in vse strahote, ki so bile, je vendarle tudi v nekih medosebnih odnosih ali pa kakovosti življenja napredovalo. Ne? In zdaj pač to, kar gospod Češko govori, si to pač predstavljam, nekaj smo govorili o kruhu, pa kako se da kaj namazati. Fakt je, da na svetu pridelamo dovolj hrane za vseh 7 milijard in več prebivalcev. Celo je fakt, da 2/3 te hrane zavržemo. Se pravi, ni problem, da nimamo kruha in ni problem, da nimamo kaj namazati. Problem je samo, da se pač odločimo, kaj bomo namazali na kaj. Ne? In tukaj seveda družboslovci igrajo v bistvu najpomembnejšo vlogo. In verjetno bo ta produkcija čedalje manj problematična, zato ker bodo to upravljali stroji, kloni, ne vem kaj. Ne? Vedno bodo pač potrebovali nekoga in mislim, da umetna inteligenca vsaj še nekaj časa, za časa recimo moje generacije ali pa generacije mojega sina ne bo tako napredna, da bi znala približno dobro, ali pa bodo recimo pametni ljudje še vedno v prednosti. No. Ker dobro, v šahu stroj že premaga človeka, ampak v goju ga pa ne more in ga še tudi zelo dolgo ne bo. Tako da goje... No, v redu. Tako da, mislim, jaz sem kar se tega optimist, ne, zadnje upanje mi je pa prav podjetje gospoda Češka, ker če tako hitro raste, ne, bo služb dovolj za vse FDV-jevce, ne. In za vaju dva isto vprašanje bom postavila. Jaz sem vrsto let živela v Združenih državah in tam je običaj na fakultetah, da ob koncu študijskega leta, da imajo tako imenovan commencement speech, ko ugledni diplomanti ali pa tudi ne diplomanti spregovorijo diplomirancem. Kaj bi bil vajin nasvet družboslovcem? Če bi upala dati nasvet. Jaz moram tako reči, izkoristite ali pa da izkoristijo vsi družboslovci tisto, kar jim je bilo dano. Zdaj spet se vračam na FDV, kar so tukaj dobili. In v glavnem naprej pa nikoli se ne nehati učiti. Jaz sem ni me sram priznati, da po 6 letih v Mestni občini Ljubljana se vsej 3-krat na teden še kaj novega naučim in to z veseljem naučim. Pa še ena stvar je, ker je mogoče tudi odgovarjam na vprašanje, zakaj so družboslovci ali pa smo družboslovci to kritizirani.
Ravno zato, ker po moje upamo kaj na glas povedati in ne glede na eno floskulo, kot ko vsi radi pravimo, jaz ni problem, vi mi kar povejte kritiko, jaz jo tako z veseljem sprejemam, tako tisti naš ego ima zmer malo težave, ko nas kritizirajo drugi, tako da jaz mislim, da je tudi to težava, ampak ne glede na to, jaz mislim, da na svet je, da vsi, pa mogoče to ne velja samo za družboslovce, ampak vse tiste, ki imajo družboslovna znanja, ki jih imamo, pa še toliko bolj, da upamo misliti svojo glavo, se zmeri učiti, iti svojo pot, pa še ena stvar, ki smo jo danes sicer že tudi slišali, da smo odgovorni, ne, do drugih, do sebe. Po moje, če delamo to, ne more biti nič narobe na koncu. No. Doktor Dular, vaša bo zadnja. Ne bo nič drugačna, kot je kolegica povedala. Mislim, da je predvsem pomembno to, da seveda družboslovje je področje, na katerega mislijo, da se vsi razumejo. To je približno tako kot šola. Vsi vse vedo, gre pa za to, da družbo spreminjamo. In mislim, da družboslovci, predvsem pa FDV-jevci, s svojim znanjem to možnost imamo. In zaradi tega pejmo v bitko, išmo delo, ki nam odgovarja in dokažemo, da ta svet lahko naredimo boljši, kot je. Mislim, da imate te vrline, tako vas vzgajajo in dajmo to tudi v praksi dokazati. Hvala. Hvala tudi vam. Mogoče samo eno vprašanje. Imamo čas za kakšno vprašanje občinstva? Vem, da bi že v pol morali se začeti zabavati na ploščadi, ampak če morda bi kdo, kakšno vprašanje dve, če bi kdo želel zastaviti s našim gostom. Prosim. Hvala za besedo, ne bom predolg, da gremo vsi na ploščad. Moje ime je Matej Delakorda. Jaz sem v tej hiši diplomiral leta 2006, sociolog po izobrazbi z odliko, predlagan za Prešernovo nagrado. Zdaj, kje jaz vidim res smisel družboslovca v tem času? Mogoče v 3 delih. Prvo je, kar mislim, da ta hiša vzgaja, je razmišljanje o konceptih. In dejansko mi večkrat se vprašamo, mene to malo preseneča, dajmo si zdaj namazati kruh, ne, oziroma nekaj na kruh z družboslovcem, ne, ampak to je znotraj enega koncepta. Kaj, če mi razmišljamo o samem konceptu, kako živimo to družbo in damo neko alternativo tej družbi. In tukaj vidim vlogo družboslovca, da drži alternativne koncepte, ne, to je prva vloga v nekem mentalnem polju. Potem druga vloga, da znamo te koncepte prizemljevati dol, ker ljudje smo zgubljeni v tej družbi, rečemo, ne vem, kako se ne obrnem. Kdo drug z nekdo, ko ima kompleksno znanje pa razumevanje družbe kot take, kot kompleksnega pojava, zna nekaj prizemljevati in tudi usmerjati ljudi. To se mi zdi druga funkcija. In pa tretja funkcija družboslovca je lider, voditelj. In če ima tak človek integriteto, etiko pri sebi, ne, bo znal povezovati skupine ljudi in posameznike, ki jih je danes vedno več, in da dejansko lahko nekaj novega ustvarimo. To je bi se rekel tudi dekanu, če boste vzgajali voditelje z integriteto pa z etiko, ne, boste za ta prostor oziroma skupnost naredili veliko več, kot si pa zdaj mislite. Hvala. Hvala lepa za vaš komentar. Še kdo morda? No, verjamem, da bodo gostje, tudi če bo kdo želel ena z njimi poklepetati, na voljo. Hvala lepa vsem, krasni gostje ste bili. To je bila okrogla miza, kdo rabi družboslovje, zdaj pa vabljeni verjetno na ploščad. Hvala lepa.